da smo toliko dolgo čakali, da bom jaz postal ponovno selektor, sem moral vprašati zelo veliko, ker je bilo lansko leto aktualno v policiji ozadja. Pri meni, evo, srce mi bije, kot da sem prvič selektor ponovno slovenske reprezentance. Tako da upam, da bom to zaupanje, ki mi ga daje predsednik in izvršni odbor in vsi skupaj in javnost, seveda ni mi lahko, ker se zavedam odgovornosti, zavedam se, da bo javnost pričakovala po tisti prvi zgodbi ponoven uspeh. Jaz bi si želel, da bo naše sodelovanje predvsem z mediji korektno in profesionalno, tako da bi tisto prvo zgodbo mojo bi prosil, če se podala na stran, ker to je popolnoma nova zgodba. Vesel sem zato, ker smo prepričani, da je on najboljši možni zbor. Najni pogovori so na videz trajali nekaj dlje časa, to pa predvsem zato, ker so se več časa pogovarjali na splošno v slovenskem nogometu o možnih rešitvah za prihodnje in podobno in pravzaprav relativno malo o pogojih. Jaz upam, da mi bo uspelo, da bodo fantje dali na igrišču vse od sebe, da se bodo borili in da bodo pokazali v danem trenutku največ, kar so oni zmožni. Cilji, seveda, dokler so teoretične možnosti za plasirati se na svetovno prvenstvo, zakaj ne, ampak mi moramo iti dejansko. Imamo zelo kratek čas, eno prijateljsko tekmo imamo zdaj, potem je marec. Kar se mene tiče, gremo počasi od tekme do tekme, probati normalno, vsako tekmo zmagati, da si ne maram zgubljati, noveden ne mara zgubljati, tako da bomo šli postopoma.